Spoštovani, ja, tale jesenski del bomo rekli, čeprav je že prava zima, kar vidite tudi na naših malih ekranih, glede na to, da v Domžalskem športnem parku sneži, torej prvi del sezone v prvi ligi Telemach se nezadržno bliža k koncu, pred nami je zdaj še predzadnja tekma. Toda napaka potem Matica Vrbanca, tule je znova Tahira, je poskus predložka, ki ni uspel, toda zdaj Stipo Markovič, nov poskus, Markovič boksa, Matjaž Rozman iz ozadja prihaja Ševel in skoraj da bi zdaj domači zadeli. Markovič, Cerar, Filip Čujič je pred vrati, Cerar s predložkom, iz ozadja Ševel strelja prek vrat. Kouter, Stojinovič ima zdaj veliko prostora pred seboj na desni strani, Stojinovič s predložkom proti Bizjaku, Bizjak strelja in brani Velič. Napaka Radomljanov za Bukovnik, Bajde, nekaj več prostora ima v sredini, čakata Bizjak in Matko, Bajde še vedno, Bajde strelja, priložnost za Matka in Celjani vodijo. Aljoša Matko, 1-0 za Celje. V 42. minuti so torej Celjani povedli z 1-0. Podajo iz kota, Nuhanovič, dobra podaja, priložnost za Radomlje in ni zadetka. Zdaj je Bizjak krenil v kazenski prostor, Jazbec odbija. Pa Morozov še enkrat, lepo znova Morozov, Vrbanec, Bizjak, še ena priložnost za Bizjaka in gol. 2-0 za Celjane. 2-0 za Celjane, strelec pa je Lovro Bizjak v 55. minuti. Tole je brž začetek konca zdaj za Radomljane, potem ko so zapravili čudovito priložnost za izenačenje, je takoj sledila kazen. Takole, pogledajte, Morozov je tam sicer prišel do žoge, ne tudi do pravega strela, potem Morozov pa Vrbanec, Kouter, nadaljuje se celjski napad, Kouter, dobra podaja, priložnost in zadetek, David Zec je strelec, David Zec, 3-0 za Celjane, 65. minuta. David Zec, najbrž ste ujeli tudi tale nasmešek, ampak po koncu tekme v naši družbi Amir Botonič ni vam uspelo tisto, kar ste si nekako zadali pred tekmo, to je končati leto zmago. Kje se je nekako danes zalomilo? Zdi se, tista zgrešena priložnost na začetku drugega polčasa, od takrat je šlo vse nekako navzdol. V bistvu bom tako rekel, no, tekmo smo res začeli lepo. Tekmo smo začeli točno tako, kot smo v bistvu nekako si zaželeli, da ne dobimo hitro gole, da smo mirni v posesti, da imamo v bistvu tekmo pod kontrolo. Tudi, bom rekel, v prvem polčasu nekaj lepih priložnosti si preigrali, ampak na koncu se nam zgodilo isto. Se pravi, to, kar se nam dogaja že 20 tekem letos. Enostavno pozabimo igralca noter v 16-metrskem prostoru v boksu, pozabimo igralca in nasprotniku se odbije na nogo in enostavno dobimo gol in potem nam pade voljni moment in se težko spet zberemo za nadaljevanje. Kako zdaj naprej? Kar pestri dnevi bodo verjetno v klubu, čeprav tekmovalni premor seveda zdaj prihaja. Kaj boste nekako tudi zdaj dejali fantom, preden gredo na dopust? Tale premor bo verjetno prišel kar prav. Tako kot smo si lansko, če se spomnite, želeli še igrati. Se pravi, lansko smo rekli, če bi bilo vsaj še 5 tekem, da igramo, tako si leto želimo čim prej dopusta. Oziroma čim prej te zimske pauze, da nekako res se vsi vrnemo malo svojim domačim, da te praznike lepo preživimo in da pridemo sveži. In predvsem, da čim hitreje pozabimo ta prvi del prvenstva in enostavno, da probamo odpraviti vse te napake in da bomo v drugem delu spet ta pravi. Po koncu tekme v moji družbi trener Celja Roman Filipčuk in njegov pomočnik Darjan Matić.
Najprej čestitke za zmago, podobno kot sem nekako vprašal že Aljošo, verjetno je res najbolj pomembno, da ste sezono oziroma koledarsko leto končali s 3 točkami in bolj pozitivno gledate znova naprej. Наверное, самое главное, что мы закончили сезон с победой и что с позитивом ждем весны. Ну да, однозначно это важно, потому что игроки уже все устали. Это было видно сегодня по первому тайму. Я очень благодарен за то, что они во втором тайме вышли, качественно выполнили свою работу, доделали ее до конца. И сегодня мы с хорошим настроением пойдем отдыхать. Ja, sigurno, da je to pomembno, ker je bilo tudi, igralci so že utrujeni, kar je bilo vidno v prvem polčasu. Zelo sem jim hvaležen, da so drug polčas šli na igrišče, odigrali tako, kot je bilo dogovorjeno in da gremo v dobrem razpoloženju na dopust. Na prejšnjih tekmah oziroma po tekmah ste ugotovili, da vas nekako otepe neučinkovitost. Danes z tega vidika stvar precej boljša, 3 doseženi zadetki, tudi to verjetno zelo dobra popotnica za nadaljevanje sezone. В прошлых играх не забивали из наших моментов, наверное, сегодня довольны, что 3 забили. Ну, первые игры нас, вернее, предыдущие 2 игры, нас 3. Нас очень расстроили, Копер, Олимпия и Домжали. Я считаю, что мы должны были больше взять очей, но мы любим футбол за то, что он непредсказуем. И, естественно, сегодняшняя победа перед отпуском, она для нас многого стоит, несмотря на то, что команда с нижней части турнирной таблицы. Prejšnje 3 tekme proti Kopru, Domžalam, kjer je še bila Olimpija, smo bili zelo razočarani. Danes pa ne glede na to, da je ekipa z nižjega dela lestvice, smo zelo zadovoljni, da smo zmagali. Po koncu tekme v naši družbi Sandi Nuhanović. Sandi, verjetno najbolj pozitivna stvar trenutno po tej tekmi ta, da zdaj prihaja odmor, da nekako znova strnete vrste. Vemo, kakšni so rezultati in verjetno tole obdobje zdaj pride kar prav. Ja, itak, po teh tekmah, ki nismo zmagali od v bistvu avgusta, je v bistvu katastrofa. Ta pauza bo prav prišla, da se spočijemo glave, da gremo po naslednje let malo močnejši, da bo tudi kakšna več pika. Ampak ja, nimamo kaj, tako je prišlo, ne, tako obdobje. Danes imeli ste priložnosti na začetku drugega polčasa, eno tudi zares lepo. Zdaj verjetno tudi psihološko nekako neka barijera, da teh priložnosti enostavno ne realizirate in potem je jasno veliko težje. Ja, itak, ne daš gola, pol dobiš tak nek smešen gol, v bistvu iz naše napake in pol se, ne vem, ta plan sesuje. Drugi polčas smo probali malo boljše odigrati, ampak spet neki čudni goli in ja, nimamo kaj. Težko je, no. Po koncu tekme v naši družbi Aljoša Matko. Aljoša, pomembna zmaga za konec koledarskega leta, tudi po nekaj slabših rezultatih je verjetno tale polni spren prišel še kako prav. Ja, sigurno. 2 prejšnje tekme smo malo slabše odigrali, na koncu se mi zdi tudi, bi si zaslužili več, ampak danes je bilo pomembno, da zmagamo in to smo naredili. Ni bilo važno, kako je izgledala igra, ampak danes so bile važne samo 3 točke. Na začetku se je še nekako videla neka psihološka barijera, malce manj pogosto ste si ustvarili priložnosti kot na prejšnjih tekmah, potem pa po prvem zadetku je vse skupaj precej lažje steklo, kaj ne? Ja, sigurno, bila je taka težka tekma, oni so dobro stali, vedeli smo, ko zadenemo prvi gol, da bo vse lažje, to se je tudi danes pokazalo.